Pozdravljeni. Na pustni torek so na povabilo podjetja Agragold prostore podjetja v nekdanji tovarni sladkorja obiskali turistični novinarji Slovenije. Obiskali so tudi osnovno šolo Ormož, ki je podjetje Agragold izročilo izdatno donacijo. Del nekdanje ormoške tovarne sladkorja, natančneje pakirni center, silose in skladišča, je leta 2017 kupila skupina Agrana Student s hčerinskim podjetjem Agragold Slovenija, poslovna enota Ormož. Podjetje Agragold je v Ormožu vzpostavilo pakirno-logistični center za Evropsko unijo in Zahodni Balkan. Željo, da se podjetje bolj poveže z lokalnim okoljem, so v osnovni šoli Ormož na pustni dan podarili 500 krofov in kar 600 kilogramov sladkorja. Gospod ravnatelj, verjetno vam ena taka donacija, kot ste bili danes deležni, kar veliko pomeni, ne? Veseli smo predvsem sodelovanja z podjetji iz lokalnega okolja, da tudi učencem potem pokažemo, da v našem okolju obstajajo podjetja, kjer mogoče v nadaljevanju svojega življenja lahko najdejo tudi zaposlitev, in to sodelovanje s podjetji se mi zdi pomembno. Torej, donirali so sladkor, ne? Kaj še? Za današnji dan so nam donirali krofe za vse učence in pa sladkor, to pomeni letno zalogo sladkorja. Kljub temu, da smo mi zdrava šola, kuhamo po smernicah zdrave prehrane, seveda pri pripravi obrokov potrebujem tudi sladkor. In veseli smo take donacije podjetja Agragold, da je v bistvu pristopilo k tej akciji in da nam je doniralo letno zalogo sladkorja. Se to sedaj prvič zgodilo ali ste že bili deležni takšnih donacij? Vsakih toliko časa dobimo tudi kako donacijo v materialnem pogledu, drugače pa seveda smo zdaj v zadnjem času zbirali finančna sredstva za izgradnjo plezalne piramide za otroke, ki bi jo postavili zunaj pred šolo, tako da ves čas dejansko na nek način sodelujemo s posamezniki, podjetji v lokalnem okolju in tudi z učenci potem obiskujemo ta podjetja, jim kažemo mogoče, tako kot sem rekel, priložnosti, kjer bi lahko pozneje v življenju pa mogoče kdaj našli tudi svojo poklicno pot. Sicer pa je danes pustni dan tudi za osnovno šolo Ormož, mask je več kot dovolj, ne? Kurenti so vas obiskali, pripravljate še kaj konkretnega za današnji dan? Seveda danes pripravljamo tudi obisk karnevala, ki se bo dogajal ob 2 po ulicah Ormoža, tako da naši mali otroci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja in pa 4., 5. razred so pripravili 2 skupini, ki boste se potem udeležila karnevala. Pa tudi veliko maske danes na šoli, tudi med zaposlenimi, tako da je neki drugačen dan, ja. V sodelovanju s enim izmed marketinških podjetij v Sloveniji je podjetje Agragold Slovenija na pustni dan v Ormož povabilo tudi nekaj slovenskih turističnih novinarjev, ki bi naj poskrbeli za promocijo dogodka. Prihajamo pa danes z enim posebnim namenom, se pravi v osnovno šolo Ormož, tako da smo deležni ene take čudovite atmosfere v kraju, kjer smo tudi sicer doma. Naše podjetje je od leta 2004 aktivno v Sloveniji, od leta 2017 smo pa v bistvu dejavni tudi v poslovni enoti Ormož in naša ideja oziroma ideja naše poslovne skupine je, da je potrebno biti dejaven sprva v okraju, iz katerega izhajaš in iz tega potem gradimo se pravi nadaljne korake oziroma nadaljne ideje in na najlepši možni način je to začeti glih v osnovni šoli, kjer se v bistvu kalijo se pravi nove ideje in kjer smo danes deležni enega takega čudovitega vzdušja, atmosfere. Z osnovno šolo Ormož smo se povezali in danes simbolično podarili se pravi malico na najboljši možni dan v teh krajih, se pravi na pustni torek. Zraven pa tudi donirali se pravi količino letnega sladkorja, kar pa pravljajo malice, se pravi tudi za šolo Ormož in pa za gimnazijo. Drugače pa ideja naše poslovne skupine je tudi to, da smo dejavni glih v teh krogih, se pravi v krogih, kjer so otroci in kjer se kalijo novi strokovnjaki, novi kmetje, novi umi, ki bojo oplemenitili našo družbo generalno. No
in kako sicer vse skupaj deluje, koliko je tukaj zaposlenih v ormoški enoti? V kompletnem Agragold timu, se pravi v kompletni ekipi nas je 40, govorimo se pravi in o Ljubljani in o Ormožu, delujemo pa skupaj se pravi v tej razširjeni zasedbi od leta 2017. Po obisku na osnovni šoli Ormož so se gostje in zaposleni v podjetju Agragold odpravili še na lokacijo nekdanje tovarne sladkorja, kjer imajo svoje poslovne prostore. V silosih skladiščijo več kot 40.000 ton sladkorja, ki ga tukaj tudi pakirajo za potrebe industrije in trgovine v Sloveniji ter v tujini. Slovenija se oskrbuje večinoma sladkorjem, ki nastane v tovarnah na Madžarskem in v Avstriji, kjer ga skupina Agrana Student pridela iz sladkorne pese. Je ob obisku pakirnice v Ormožu pojasnil direktor Mitja Kovačič. Sladkor v rinfuzi skladiščijo v silosih, je še pojasnil obiskovalcem. Potem ga v tako imenovani sekundarni proizvodnji dodatno očistijo, presejejo in zapakirajo po želji kupcev. Agragold je med največjimi dobavitelji sladkorja v Sloveniji. Pri nas proda več kot 30.000 ton sladkorja. Agragold pa distribuira tudi več drugih izdelkov, ki jih proizvajajo podjetja iz holdinga Student in skupine Agrana. Tako kot na vseh srednjih in višjih šolah ter univerzah so tudi na Ormoški gimnaziji minuli petek in soboto pripravili informativna dneva. Odličen obisk daje slutiti, da gimnaziji v naslednjem šolskem letu dijakov ne bo primanjkovalo. Učenci 9 razredov domačih in okoliških osnovnih šol so tako v petek kot v soboto, nekateri skupaj sošolci, drugi skupaj starši, obiskali ormoško gimnazijo, ki tudi v naslednjem šolskem letu ponuja program Splošna gimnazija ter strokovna programa Predšolska vzgoja in zdravstvena nega. Ravnateljica, profesorji in dijaki so jim na informativnem dnevu predstavili šolo, izpostavili zlasti njihove prednosti ter odgovorili na različna vprašanja. Torej, gimnazija Ormož v vseh 3 programih nudi veliko možnosti za dokončanje, torej tistih izbiro želja, seveda tistih kariernih, ki si jih naši dijaki želijo in jih potem kasneje lahko uresničijo. Predvsem pa vsak program nudi nekaj drugega. Gimnazijski zagotovo omogoča potem možnost izobraževanja na prav vseh univerzah, tudi v Sloveniji in pa v tujini. Zdravstvena nega, aktualen program zagotovo tudi nudi možnosti ali takojšnje zaposlitve in pridobitve strokovnega naziva ali pa potem tudi nadaljevanja študija in ravno tako predšolska vzgoja, ki omogoča vzgojo mladih generacij tudi pri takojšnji zaposlitvi po zaključeni 4-letni šoli ali pa potem tudi nadaljevanje študija v pedagoški smeri. Gimnazija Ormož že 25 let izvaja program Splošne gimnazije, od leta 2014 srednji strokovni program Predšolska vzgoja in od leta 2021 še program zdravstvene nege. In prav program zdravstvene nege strokovna delavka na gimnaziji še posebej izpostavi. Torej, zdravstvena nega je zelo specifičen srednješolski program. Dijaki, ki se bodo za to odločili, oziroma učenci, morajo zelo dobro razmisliti o njihovih posebnostih oziroma o njihovih željah. Je izredno zahteven program, specifičen program. Veliko empatije učencev oziroma dijaka se pričakuje v tem programu. Nudi pa zagotovo dobro podlago za strokovno delo v zdravstvenih in pa socialno-varstvenih ustanovah kasneje. V ormoški gimnaziji prisegajo na ponudbo odličnega strokovnega znanja, vseživljenjsko učenje in kvalitetne medsebojne odnose. Vzgajajo za samostojnost, ustvarjalnost in humanitarnost. Ja, mi imamo več takšnih stvari, ki mislimo, da so zadeve za mladostnika, ki mu ponujajo morda v tem občutljivem obdobju
veliko tistega, kar je v tem obdobju pomembno. To je predvsem to, da pri nas dijaki niso številke, da to tudi živimo, ne samo govorimo, da poznamo vsakega dijaka, da poznamo njegova močna področja in jih razvijamo, in pa tudi manj močna področja, ki so pa nekako izziv in pa zadeve za naprej za razvijanje. Zdaj naša šola nudi tudi varno okolje, se je manjša šola in pa predvsem kvalitetno izobrazbo. Koliko vas je oziroma koliko dijakov je trenutno na šoli, recimo, če jih tudi razdelimo, torej po usmeritvah? Ja, pri nas je 267 dijakov, od tega imamo okrog, 4 razrede polne gimnazijcev, predšolcev, imamo pa zdravstvenikov, se pravi prvi in drugi letnik. V času našega obiska so dijaki s svojimi profesorji in ravnateljico obiskovalce že čakali v avli gimnazijske zgradbe. Tako da za izjave ni bilo veliko časa, je pa predsednica dijaške skupnosti povedala, da bi se glede na izkušnje gotovo za vpis na ormoško gimnazijo še enkrat odločila. Jaz bi se še enkrat odločila zaradi tega, ker je šola majhna. Vsi smo zelo povezani s profesorji, lahko pač in delamo ena na ena in smo v bistvu imamo več splošnega znanja zaradi tega, potem pa, ne vem, dobri odnosi so, pa vsi se poznamo. No, katera smer si ti? Jaz sem predšolska vzgoja. Torej boš enkrat postala vzgojiteljica, domnevaš, da boš dobila dovolj dobre podlage za naprej? Definitivno. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Na gimnaziji vedno s ponosom poudarjajo, da dijaki pri njih niso le številke. Prav vsi se poznajo in vedo, kje imajo močna področja, ki jih razvijajo, pa tudi, kje rabijo pomoč in spodbudo. Res je, da na naši šoli še vedno imamo to možnost in priložnost, da najdemo in potem tudi podpremo učence, ki imajo kakšna šibka področja in da hkrati poiščemo njihova močna področja, ki jih krepimo. To nam zdaj še zaenkrat uspeva. Hkrati pa tudi iščemo tiste, ki mogoče izstopajo v kakšno drugo smer in krepimo njihova močna področja in skrbimo tudi za nadarjenosti dijakov v naši šoli. Tako na gimnaziji spodbujajo športne talente. Dijaki namreč dosegajo vidne rezultate pri rokometu, nogometu in strelstvu. Glasbeno nadarjeni se izražajo v pevskem zboru in bendu. Gledališčniki z gledališkimi in lutkovnimi predstavami gostujejo v okoliških vrtcih in šolah. Spodbujajo dijake, ki likovno ustvarjajo in jim omogočajo, da se izkažejo. 2 dijakinjama so tudi že pomagali izdati pesniški zbirki. Mladi, ki se zanimajo za tovrstno tehnologijo, pripravljajo oddaje za lokalni radio, snemajo filme in izdajajo šolsko glasilo. Nekateri so izjemni na debatnem področju, programirajo robote, tekmujejo v znanju na večjih področjih, raziskujejo in sodelujejo na številnih natečajih in razpisih. Dijaki znanja ne pridobivajo samo v šolskih klopeh, ampak se udeležujejo številnih ekskurzij, tako doma kot v tujini. Seveda pa tesno sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo in imajo vsesplošno možnost vseživljenjskega učenja. Šolsko okolje je mirno in varno, šola je sodobno opremljena. Dijakom je omogočen topel obrok. Pouk se načeloma začne ob 7:50 in traja do 14. ure. Prevozne linije so urejene. Občina Ormož pa dijake, ne glede na kraj bivanja, tudi štipendira, če izpolnjujejo določene pogoje oziroma če imajo dovolj visoke ocene. Hkrati občina Ormož sofinancira tudi prevoz dijakov iz krajev v naši občini. Slovenski kulturni praznik v Ormožu je zaznamovalo tudi odprtje razstave z naslovom Holermus Frida Ormož, ki jo je v Beli dvorani in ostalih razstavnih prostorih grajske pristave pripravila ormoška enota Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Gre za razstavo Vedut Ormoža na likovnih upodobitvah in fotografijah.
Od prve pisne omembe Ormoža je minilo 750 let. Prve upodobitve mesta oziroma vedute Ormoža in okolice izhajajo iz 17. stoletja. Najstarejša upodobitev mesta Ormoža je grafika na Fišerjevi topografiji iz leta 1681. Druge prve upodobitve mesta in okolice pa izhajajo iz 19. stoletja. Razstavo z naslovom Holermus, Fridau, Ormož, vedute Ormoža na likovnih upodobitvah in fotografijah sta pripravila Likovno-kulturno društvo Likodo in Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, enota Ormož. Gre za nadaljevanje razstave, ki sem jo pripravila v lanskem letu in kjer so bile predstavljene vedute Ormoža na starih razglednicah in fotografijah Cirila Ambroža. Veduta je italijanski izraz na pogled, likovni umetnosti pa pomeni po naravi posneto mesto, pokrajino ali njun del, ki se vidi z določene točke. Pred izumom fotografije so bili slikarji vedut tisti, ki so skrbno dokumentirali podobo mest in pokrajin, ki so jih obdajale. Ohranjene vedute veljajo za dragocene zgodovinske vire. Osebno izkaznico našega mesta torej lahko spremljamo na najstarejših ohranjenih vedutah, tokrat pa tudi na likovnih delih in fotografijah. Tudi Ormož, ki ima bogato zgodovinsko ozadje, se ponaša z nekaterimi starejšimi upodobitvami, na katerih so ob upoštevanju geografske lege v ospredju reka Drava, Južna vrata, samostan, grad, cerkev, kasneje bolnišnica. Gre pa za poseljene dele mesta, predvsem pa je imela reka Drava za tukajšnje prebivalstvo v preteklosti zelo pomembno vlogo, saj je na njenem levem bregu nastala najstarejša naselbina. Dravo so uporabljali za prevoze, kar je spodbujalo tudi razvoj drugih gospodarskih panog, tesno povezanih z reko, kot so bili mlinarstvo, žagarstvo, spravilo lesa, razvoj kopališča in gostinske dejavnosti pred drugo svetovno vojno. Kako pomembna je reka Drava bila za Ormož, kažejo mnoge upodobitve mesta Ormož, predvsem tiste od nekoč, prav tako pa grad in cerkev. Vse to pa je glavni motiv tudi današnjih likovnih in drugih umetnikov. Gotovo pa članov Ormoškega likovnega društva Likodo. Društvo Likodo smo vključeni ljubiteljski slikarji in fotografi, ki smo danes postavili na ogled, kot bi rekel Prešeren, svojo ustvarjalnost. Člani društva svoja znanja in vedenja pridobivamo na domači in mednarodni likovni kolonija, različni tečaji in delavnica ter samoizobraževanjem. Prisotni smo na številnih razstavah in predstavitvah. Tako smo se z velikim veseljem in entuziazmom odzvali povabilu gospoda župana Danijela Vrbnjaka, da tudi mi počastimo 750. obletnico prve omembe Ormoža v pisni viri naše zgodovine. V ta namen smo se povezali s Pokrajinskim muzejem Ptuj-Ormož, enota Ormož, in izvedli nekaj izobraževanj, ki so nam bila v pomoč in hkrati ustvarjalni izziv pri iskanju vedut Ormoža, torej pri njihovi likovni in fotografski upodobitvah. Nastala dela so tako na simboličen način odraz našega odnosa do domačega kraja, do njegove zgodovine, do naših ljudi in na nek način do duše in srca našega Ormoža. Na razstavi sodeluje več kot 15 likodojevcev z likovnimi deli, od tega 8 članov fotografov ter nekaj gostov. Ob tej priložnosti bi se zahvalila vsem ustvarjalcem in mentorjem. Z razstavo na simboličen način nadgrajujemo in nadaljujemo tudi uspešno ter požrtvovalno delo naše bivše predsednice društva Marjete Žnidarič. Današnjo likovno razstavo in našo predstavitev smo naslovili Holermus, Fridau, Ormož. Dobrodošli torej in povabljeni k ogledu. Hvala. Je zbrane povabila Marija Klemenčič, likovnica in predsednica društva Likodo.
Čeprav je čast, da razstavo odpre, pripadla poslancu Andreju Kosiju, ki je poudaril, da se s ohranjanjem kulture ohranja tudi trdnost nekega naroda. In zato je pomembno, da kulturo razvijamo, da ohranjamo našo besedo, da smo ponosni na našo kulturno in naravno dediščino, da ustvarjamo fotografije, slike, besede, pesmi, karkoli in da z veseljem to tudi občudujemo, previramo, beremo in dejansko kulturo ohranjamo v naših srcih, tudi za naše naslednje rodove. In danes obeležujemo na nek način tudi 750-letnico prve omembe mesta Ormož, sicer nam ljubega mesta. In čeprav je to mesto majhno, ima nekaj, kar velika mesta nimajo. Če pri velikih mestih občudujemo stolpnice, marsikaj, ima mesto pa to, kar drugi nimajo, to je pa dušo in domačnost. Zato bodimo ponosni na naše mesto, skrbimo za njega, da bodo ponosni tudi naši naslednji rodovi. Tako da želim vam še naprej lepo kulturno ustvarjanje, še lep dan naprej, še več kulturnega ustvarjanja skozi leto, skozi naslednje mesece, čase in tako naprej. In ob tej splošnosti tudi potem, če lahko odpiram to razstavo, tako da si z veseljem to poglejmo. Seveda čestitam oziroma nekako čestito vsem ustvarjalcem, kajti prej sem si uspel to pogledati in res so fotografije, slike res lepe in še uspešno naprej tudi dobra roka, fotografsko oko in vse srečo še naprej. Hvala. Slovenski kulturni praznik je za nami, so pa minuli dnevi minevali v znamenju pusta. Ptuj je v minulih dneh bil 10-dnevna pustna prestolnica, oblast pa je bila v rokah princa ptujskega karnevala viteza Hinka Sodinskega plemenitega Gala, ki je seveda obiskal tudi ormoškega župana in njegove sodelavce. Dan, ko je vitez Hinko Sodinski plemeniti Gal v pustnem času svojo gardo obiskal ormoškega župana, je bil kot praznik. Župan je visokega gosta in njegove spremljevalce pričakal že na stopnišču, kjer so se rokovali in tudi že izmenjali nekaj prvih besed. Srečanje so potem nadaljevali v sejni sobi, kjer so nevsakdanjim gostom postregli z rujno kapljico in spregovorili na aktualne teme tega časa.
Hvala lepa, da ste prišli. Evo, evo, tudi bomo se. Te pokrita malo. Nekaj vas pokrit. Slovenskega princa. Hvala lepa, hvala lepa. Te bomo malo notri suble, ker bomo malo nazreli, ne? Prav, ja. Seveda. Gotovo, da je treba obiskati tudi župana, kaj ne, gospod Vitez Hinko Sodinski, plemeniti gal. Seveda, potrebno je obiskati tudi župana, kajte vseeno je on gonilo nekega fašenka, kajte brez občine tudi našega ormoškega fašenka verjetno ne bi bilo. In s kakšnim sporočilom ste ga obiskali, recimo, kaj ste mu povedali? Seveda, zaželeli smo mu vse dobro v tem letu, naj slabo odide, pride dobro, naj pride nova pomlad, nova doživetja, kar tudi verjetno potrebuje. Gospod župan, kakšni so to občutki, ko vas obišče princ? Ja, seveda so prav prijetne, to je posebna čast, konec koncev, tako kot piše, to je tudi 18. princ Ptujskega karnevala, ki nas obišče lepo tu v Ormožu. Zdaj moramo seveda pohvaliti Sodenčare, da so res aktivni pri tem, konec koncev promovirajo tudi naše kraje, vključujejo se intenzivno v čas postovanja in absolutno je župano čas, da jih tudi takšna skupina nekako obišče in počasti z obiskom, napove vse tisto dobro, tako da jaz verjamem, da z enim dobrim prijetnim sodelovanjem bomo to tudi uspeli. Hinko Šoštarič kot Vitez Hinko Sodinski plemeniti gal je 18. princ Ptujskega karnevala in prihaja iz Sodincev v občini Ormož. Ime je dobil po vitezu, ki je domoval na starodavnem Sodinskem gradu, utrbe sodno pravico, po kateri je kraj Sodinci tudi dobil ime. Princa običajno spremlja njegova gospa slovanskega porekla, Stanka plemenita gal in njegova garda. Namreč vsak princ Ptujskega karnevala tako z obleko kot svojo gardo predstavlja neko zgodovinsko osebnost kraja, od koder prihaja. Sicer pa je Hinko Šoštarič že od malih nog velik ljubitelj pustnega časa in v okviru turistično-etnografskega društva Sodinci sodeluje pri ohranjanju etnografske dediščine. Z društvom je z izvirnimi karnevalskimi maskami, ki jih skupaj z ženo ustvarjata v njegovi delavnici, sodeloval že na številnih karnevalih doma in v tujini. Tako je pustni čas prinesel mask, do koder seže domišljija. Naš konec pa so zaznamovale tudi 3 tradicionalne pustne povorke. Na pustno soboto v Svetem Tomažu in v Središču ob Dravi ter na pustni torek v Ormožu. Danes si bomo ogledali, kaj je prinesla pustna povorka v Središču ob Dravi. Po 2 letih premora je turistično društvo Središče ob Dravi pod pokroviteljstvom domače občine in številnih sponzorjev letos spet organiziralo pustno povorko, ki predstavlja enega izmed tradicionalnih dogodkov, ki je vedno zelo dobro obiskan. Novost letošnje povorke je bila sprememba trase, ta je po novem potekala po Trški cesti, z začetkom pri mostu, glavna predstavitev skupin pa je bila na trgu pred občinsko stavbo. Za spremembo trase so se odločili, ker so želeli, da bi skupine imele več časa za predstavitev. V preteklih letih so namreč za čas povorke morali za ves promet zapreti glavno cesto skozi kraj, kar je pomenilo, da so skupine morale mimohod in predstavitev opraviti kar se da hitro. Na čelo povorke je kot ponavadi zakorakala domača godba, ki je bila našemljena v ribe oziroma v vodne živali iz reke Drave.
Za njimi so zadoneli zvonci kurentov. Moči, da tudi v središču ob Dravi preženejo zimo, so združili ormoški in miklavški kurenti. Sledile so vrtčevske skupine. Iz domačega vrtca na Vihenček so se predstavile skupine, ki so predstavljale pokače, male kurente, piceke, cigančke ter vile in kopjaše. Iz vrtca Miklavž pri Ormožu in vrtca na Kogu so se predstavili Vitkovi krojači. Iz osnovne šole Stanka Vraza v Ormožu čebelice in čebelarji. Iz domače osnovne šole pa so se kot mavrice predstavili učenci 1. razreda. Kot oblaki so se v povorki sprehodili učenci 2. razreda. 3. razred je svoje maske naslovil Delajmo snežaka. 4. razred so bili pisani gumbi, 5. razred rdeče kapice, babice in volkovi, 6. razred so bili nogometaši in navijačice, 7. razred središke ninje želve in 8. razred poštarji. Minula pustna povorka v središču ob Dravi je bila mednarodna, skupaj je nastopilo 28 skupin. Po nastopu vrtčevskih in šolskih skupin so nastopile mažoretke iz Nedelišča, ki so bile oblečene v čebelice. Nastopile pa so skupaj z duvačkim orkestrom Nedelišče, ki pa je predstavljal gusarje. Središki pes dobil celega razčesa poglednega. Za njimi so svoj mrtvaški ples odplesali zombiji, ki pa so zagotovo navdušili s ubrano koreografijo. Člani seljačke udruge iz Nedelišča so predstavljali cekarje, takšne kot so jih doma nekoč pletli po kmečkih domovih. Zelo sladka pa je bila sladka stojnica, ki jo je prikazala skupina iz Pušencev. Mozarti iz društva Maksenca iz Macinca so kot macenski orkestrar nastopili naslednji. Za njimi pa kulturno društvo Folklorna skupina Obrež, ki so si omislili šengensko fešto. Kako luštno je včasih bilo na trgatvi domačih brajd, pa so pokazali člani mladijskega društva Obrež. S Huma je skupina veseljakov prikazala obiranje jabolk. Svoj nastop so naslovili Kišta jabolk. Šalovčarji so iskali delavce različnih profilov, iz Juršincev pa so zadehtele primule oziroma trobentice vseh barv in velikosti, ter naznanile, da pa pomlad zagotovo prihaja. Vse skupine, ki so se predstavile v povorki, je ocenjevala mednarodna komisija in končno odločila, da med vrtčevskimi skupinami 3. mesto dodeli picekom, drugo malim ciganom in 1. mesto Vitkovim krojačem. Med šolskimi skupinami so 3. mesto dodelili 3. razredu, ki je delal snežake, 2. mesto 1. razredu, ki se je predstavil kot mavrice, ter 1. mesto oblakom iz 2. razreda. Med odraslimi skupinami brez vozil se je na 3. mesto uvrstil macenski orkestrar društva Maksenca iz Macenca. Drugi so bili cekari iz seljačke udruge Nedelišče
in prvi Sladka stojnica iz Pušencev. Med odraslimi skupinami je 3. mesto zasedla skupina kulturnega društva folklorne skupine Obrež, ki so predstavljali cigane, ki so si pripravili šengensko fešto. Druga je bila skupina mladinskega društva Obrež, ki so predstavili trgatev domačih brajd. Prvo mesto pa so osvojile primule oziroma trobentice iz Juršencev. Minuli konec tedna pa ni bil samo pustno obarvan, pač pa tudi nogometno. Nogometni klub Ormož je namreč bil organizator mednarodno obarvanega zimskega turnirja za nogometaše U7, U9, U11 in U13. Zbralo se je več kot 600 mladih nogometašev oziroma 50 ekip iz Slovenije in sosednje Hrvaške. Turnir je 2 dni potekal v športni dvorani na Hardeku. V soboto so se pomerile ekipe U7 in U11. Tekme so se začele ob 8. uri in najprej so se pomerili nogometaši U7, ki so postregli z dobro uigranim nogometom, predvsem pa s odlično borbenostjo. Nastopilo je 48 ekip U7 in med 4 ekipami v finalu si je 3. mesto priigrala ekipa nogometne šole Alovar Beltinci. Na 2. mestu je pristala ekipa nogometnega kluba Nafta 1903 Modri. Prvo mesto med ekipami U7 pa so osvojili nogometaši nogometnega kluba Bistrica. V soboto od 13. ure naprej pa so svojo priložnost dobile še ekipe U11. Obiskovalci tekem so lahko videli prekrasne gole, sijajne podaje, izvajanje 11-metrovk, kartone, solze sreče in veselja.
Sodelovalo je 48 ekip in od 4 ekip, ki so igrale v finalu, je 3. mesto osvojila ekipa nogometnega kluba Klenovnik na Hrvaškem. 2. mesto nogometni klub Autorajh Ljutomer. 1. mesto pa so si priigrali mladi Varaždinčani in sicer ekipa nogometnega kluba Varteks, šola nogometa. Nedelja je bila rezervirana za nogometaše U9 in U13. Dopoldan so s turnirjem začeli nogometaši U9. Odigralo je 36 ekip. Med 12 ekipami v polfinalu so potem v finalu 3. mesto zasedli nadobudneži iz nogometnega kluba Duplek. Drugi so bili nogometaši nogometne akademije Međimurje. Zmagovalci pa so postali nogometni klub Aluminij. Med najstarejšimi nogometaši so na minulem turnirju dominirali naši južni sosedje. Tekmovalci iz Hrvaške so svojo kvalitetno pripravljenost in kvalitetno igro na turnirju U13 potrdili kar s 3 najvišjimi uvrstitvami. Tretje mesto je osvojila ekipa nogometnega kluba Radnik Križevci na Hrvaškem. Druga je bila ekipa nogometnega kluba Međimurje 1, prvi pa ekipa iz nogometnega kluba Međimurje 2. Pokale je najboljšim ekipam v vseh 4 selekcijah podeljeval predsednik nogometnega kluba Ormož Mitja Lukter. Žogo pa so bili nagrajeni tudi najboljši strelci v posamezni selekciji. In prvo mesto in veliki pokal je podelil
Dunje 2. In še žoga za najboljšega strelca. Podeljujem gospod Ljubner. In sicer Viktor Vodor. Hvala vsem, ki ste podeležili, upam, da ste se sprejeli lepo in da se zakočeš tudi naslednje in tudi izvršene želimo. Hvala vsem in vsakemu, ki so tudi pristojni. Tako, vsega je bilo. Sicer pa dogodkov ne bo zmanjkalo niti v prihodnjih dneh, tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. Ta čas pa vam želimo prijetno pričakovanje pomladi, kurenti so v glavnem zimo odgnali. Se vidimo. Srečno!